začeli. Dobar dan in lepo pozdravljeni na novinarski konferenciji Svete Gorice. Pred tekom druga krog kvalifikacij za Evropsko ligo med grškim Panionisom in Gorico. Tekma bo odigrana v četrtek, 13. julija, ob 21. po našem času v Atenah. Sam sem Nec Berce, v klubu zadolžen za stike z javnostjo, danes pa imam tukaj z mano na moj levi direktor kluba Sebastiana Pomela, na desni pa trenerja ekipe Mirana Srebrniča in kapetan Alena Jogana. Najprej pa bo besedo dobil direktor kluba Sebastian Pomel, ki bo uvodoma govoril o sami organizaciji prihajajočih se tekem tako doma na slovenski sceni kot v Evropi. Sebastian, izvolite. Nec, hvala za to uvodnico. Jaz bom še enkrat lepo pozdravil vse skupaj. Me zelo veseli, da se tudi novinarska udeležba kar povečuje, da skladno z našimi napredkami in uspešnostjo in na tem področju se razvijamo in da je vaša povratna informacija taka, kot je danes. V bistvu mi je Nec dal nekaj stočnico, kar se tiče organizacije zadnje tekme, ki prihaja in te tekme, ki je bila v Armeniji. Vrstili smo se v evropska tekmovanja, prvo kolo smo uspešno preskočili, organizativno. Seveda za klub to spet nek nov izziv, neko novo znanje. Lahko rečem, da smo prvi del gostbe uspešno opravili in mislim, da bomo tudi to gostovanje v Grčiji brez nobenih težav izpeljali. Prav je, da so stvari na nivoju, ker uspehom naših igralcev in trenerjev pravzaprav ni tako enostavno slediti in zato bomo peli vse strune tudi mi, da se bomo približali. V novogoriški zgodbi so koraki res mega koraki, ampak konec koncev se to je vredno in gre za pozitivno zgodbo. Toliko za začetek z moje strani, potem pa Nec izvoli. Sledita moje dve vprašanje trenerjev oziroma kapetanu. Najprej Nec Srebrnič se pred odhodom v Grčijo nasprotnika spoznali, tako kot se trenerji. Ja, dobili smo vse informacije, kar je potrebno, v bistvu predvsem iz zadnjih krogov njihova prvenstva in tudi zadnje dve prijateljske tekme, ki so igrali v bistvu 2. julija z Olympiakosom, ker so zmagali 2-1 in na Cipru zapojedno, ker so bili poraženi 1-0. Tako rečem, da gre za zelo kvalitetno moštvo, ki ima dobre posameznike, tehnično zelo močne igralce. Vse spoštovanje moramo iti na njih, probati poskušati pripraviti presenečenje. Mi moramo biti na top priberu, če hočemo, da izkržemo dobre rezultate, da gremo naprej. Cilj pa mora biti, da gremo naprej s tako glavo in mentaliteto moramo iti v tekmo. Ta zadnja tekma doma, ki je bila normalno, da nismo bili zadovoljni s prikazanim, vendar tako, kot se je šlo, nam mora dati nek dodatni zagon po taki drami in vsemu mislim, da to mora moštvo dati še dodatno energijo. Tako rečem, da smo vrgli vam dobrega nasprotnika. Včeraj mi je bila všeč izjava tudi Zahoviča, da je to potrdil, ker se razume na moment. In tako da ekipa Panionisa je še ena stopnička več, kar sem gledal tekme, mislim, da gre za en liber, kot je približno naši sosedi v Dinezi, približno po karakteristikah podobna ekipa. Tako da bo za nas izredno lepa izkušnja in nobena druga priložnost za dokazovanje. Mi smo pokazali dosti krat tudi na prijateljskih tekmah, z močnimi nasprotniki in tudi v ligi, kjer so bili tekme težke z psihološkega vidika in tudi kvalitetne, da smo takrat bili dobri, dosti krat bili dobri in jaz računam na to. Važno je, da ne podležemo nekemu strahu, ker je brez potrebe, ker v bistvu
igramo za nas, za goriško publiko, ki mislim, da se vrača. Bil sem zelo zadovoljen z utripom stadiona, zdaj, ko smo igrali v tej zadnji evropski tekmi in so nam prav oni pomagali, da smo šli skozi težke trenutke. Moramo narediti tam rezultat, ki bi omogočil tle, da se lahko prebijemo naprej, da naredimo presenečenje in sem pripričan, da potem ostalo spet nabiti. Hvala. Alen, še vprašanje zate. Kakšno tekmo pričakuješ v Grčiji v smislu razvoja dogodkov? Najprej lep pozdrav še v mojem imenu. Sigurno pričakujemo eno težko tekmo, kot je že trener dejal, gre za odličnega nasprotnika, ki ima kvaliteto. Bojo momenti v tekmi, ko bomo trpeli, ampak če se bomo dobro obranili, mislim, da imamo tudi mi kar nekaj kvalitete v napadu in lahko tudi presenetimo, zakaj pa ne. Najlepša hvala. Sedaj lahko gremo na vaše vprašanje, tako da kdo želi pač ne dvigne roko in vpraša. Na kak način se mislite postaviti v tem, da boste probali odkrat Gorica pač prepoznavnem slogu, ali boste prilagodili kaj sistem, da glede na moč nasprotnika? Zdaj moram povedati pravice, da sem probal, da bi celo igral z dvemi napadalci, ker mislim, da tako kot se gleda nasprotnika postavitve, ki smo zdaj igrali, bi težko prišel do nasprotne polovice. Tako da razmišljam v tej smeri, da bi dal dva hitra igralca naprej, in to, da bi bila Filipovič in Marači, in ostalih 8, pač blok 2x4, in da bi del bolj podrejeno obrambe, ker mislim, da vse žoge bojo oni imeli sigurno dosti večjo in treba najti neko potem prostor, da imaš, da bi potem s kakšne kontre gor potem vršil z več igralci tudi, da bi lahko spet zabiti gor. Vendar še vidimo, danes smo še en trening, lahko bomo pa pri vaši igralci sistemu šteti 3 zadnje vezne. Ker je oni imajo v bistvu najboljšega igralca, je njihova polšpica, ki je ta iranski, v bistvu je Šoja Ej, ki v bistvu igra dosti od njega. In nekako, če bo on uspel sam prihajati med linije, bo težko, da bo sam sprejemal žogo, bomo težko to odbranje. Tako da, ne vem, bomo videli še, malo bomo še pogledati posnetke in kako se bomo odločili. Igrali tako kot zdaj, ki smo igrali s 3 veznimi, tako bomo igrali pa s 2 napadalci. Naslednje vprašanje. Kako je s poškodovanjem in mislim? Poškodovanje je nekaj problemov ima Štrupel, ki je se žalni poškodoval Bležen. In Gode je dobil 5 šivov na glave, tako da ne sme še trenirati. In da bo šel z nami, potem bomo videli, da bomo lahko to rabili. Peljemo 23 igralcev in na dan tekme bomo zbrali potem kader. Gremo jutri zjutro, ob 8. letimo iz Trsta. Vračamo se v petek, ob 2 štartamo po noči iz Aten, se pravi, pridemo ob 4, nekaj 4:30 zjutraj. Petek, takoj po tekmi se vračamo. Čakaj. Tako. 1 ura razlike, ne? Tako. Njihova 10. ura je naša 9. ura. Tekma bolj 9 po njihovem času. 10 po njihovem času. 10 po njihovem času. Še kakšno vprašanje? Alen, kako je nastočili si stanje duha? Lahko vam povem, da ekipni duh v Gorici nikoli ni bil sporen, vlada eno odlično vzdušje, tudi pred to tekmo. Zaenkrat ne čutimo, da tako rečem, glede te tekme nek še poseben pritisk, to bo sicer prišlo še mogoče
jutri na dan tekme, ampak kako sem dejal, ekipni duh je na nivoju, smo odlična klapa in to je lahko ena pozitiva tudi v prihajajoči tekmi. Ti si se vrnil s Krakom na igrišče, zdaj si bil pa jezen na trenerja, ko si igral. Ne, to ne bom jaz zdaj komentiral, to je pač stvar trenerja, tako da nas ne pred tem. Bom jaz. Bo še? Ja, jaz povedal. Normalno je, da igralec, kadar ne igra, je jezen. Jaz sem tam postavljen, da zbiram ekipo, da igrajo igrišče, ekipo, ki jaz mislim, da je v danem momentu najboljše. Ali je bil taka situacija, ki je bila, smo imeli tam tudi tega Bobelna, ki je roko na srce, smo bili prodali, mi tudi zaslužili, da igra, mogo je malo potrpeti. Tako da je treba poštevati tudi filozofijo kluba in vse skupaj, ne. Jaz pa ne zmerim igralcem, če kdo je jezen na mene, ki ga ne dam igrati, važno, da je, kadar ga potem postaviš v igrišče, da je to to. Se zadovoljno z odzivom kapetana? Ja, zdaj je bilo v redu, bila projektna tekma tudi v prijateljstvu. Ne, ko ni igral z odzivom, to prej. Ko ni igral z odzivom, njegov, da ste bili zadovoljni, ko ni bilo več nekaj. Kadar ni igral? Ja. Ne, oni smo imeli korektno treniranje in tudi profesionalno 100%, tako da ne. Imate kaj podatke, so vas Grki kaj opozovali? So bili tukaj? Tu so bili. So bili, ne? So bili na zadnji tekmi, ja, proti Armencem sta prišla dva predstavnika kluba. So se dobro informirali, se danes je informacija dobiš preko spleta, posnetkov in pošlo tak klub, pošlo tudi dva oglednika normalno. Tako da, ma sej, kaj se zdaj ćemo sploh s tem ukvarjati, kako oni nas analizirali, tako kot mi njih. Imate kaj informacije, kako bi naj bilo publika, tam kako bi naj bil pritisk s tribun od njihovih pisarnih? Ja, stadion je tam za 12,000 gledalcev. Jaz kar imam izkušnjo, ki sem igral dve tekme v Grčiji z AEK Atene in Panathinaikos. So zelo temperamentni, znajo narediti. Zdaj pa njima se verjetno tako po simpatijah četrti klub, verjetno lahko bi imeli toliko, moje bo nekje tam 6,000 ljudi. Niste, ne? Atletske ni? Ne. Če smo bili, ne. Razen, če smo gledali. Kako imam proračun? Ne. Se ne, kaj je proračun, ne igra, kvalitete igra. Sigurno pa imajo tam čez 10-15 milijonov tam nekaj. Kje pa ste nastanjeni, v bistvu, kako bo, mislim, blizu stadiona, kako? Ja, nastanjeni smo blizu stadiona, telo Metropolitana, to dosti ekip tam tudi prespi. Z tega vidika se igralcem bo omogočilo najboljše možne pogoje. Tudi konec koncev čarter v Romeniju in čarter v Atene. Informacija, ki to potrjuje, tako da smo naredili en korak naprej. Mi v tem klubu se mi zdi, da kar dobro vemo, kje nam je mesto. Lani smo igrali proti Maccabi Tel Avivu, Maccabi iz Tel Aviva. Smo bili dokaj realni, letos smo pa bili realni, da lahko gremo. Smo pričakovali tudi napredovanje, smo ga dosegli in zdaj pametno in optimistično naprej. Se bomo pa pogovarjali naslednji teden, kakšen bo rezultat prvi. To že vrti, ki bo povratno. Tako. Temperature so podobne v Grčiji? Ja, saj verjetno imam tudi kakšne svoje, ki so na dopustih tam sorodnike, prijatelje, tudi lokacija turistična teme je jasno, da bo to. Koliko zdaj smo tudi mi blizu njih verjetno. A se je klub kaj vzval, da gre za navijače, za povratno tekmo, bojo, navijačka skupina bo na svoje mesto, boste zrihali? Ne, mi smo z navijači korektno komunicirali. Ti se neč rekel, da ni bilo korektno? Ne, absolutno. Hočem samo izpostaviti to, ker imamo ta odnos že 2 leti od dodatnih kvalifikacij z Kidričevega proti Aluminiju, smo zgradili ta odnos in tak dogodek ga sigurno ne more zrušiti z njihom, z naše strani. Mi smo se z njimi usedli že toliko prej, smo jim prinesli informacije, res je, da smo imeli zelo strogega delegata, ki je prihajal iz Škotske in je bila pač vsaka stvar Glasgow Rangers.
novogoriški stadion, težko je na nivoju Glasgow Rangersa. Tako da smo se z njimi o te stvari tudi pogovorili, smo vedeli že preden je to spod prišlo v javnost. Bomo pa zdaj to stvar zadeli. Je pa res, da to moramo moč tudi mestne občine športnega zavoda, tudi javni zavod za šport. Da nam daje na roko, da zorganiziramo te stolice, da jih pripravimo prostor, koliko se spodobi za njih. In mogoče to tudi ne bo edini poseg v infrastrukturo, že do naslednje domače tekme, povratne tekme proti Panjonesu. Tako da, ja, bomo redili. Kateri je tisti? Kako? Ki bi lahko še dodatno? Ne, moramo urediti tudi dostop uradnih oseb iz igrišča direktno na tisti vid tribune, ker je ta stadion malo specifičen in so bila opozorila tudi že strani nogometne zveze, da spodaj je lokal in tam je ogromna družba ljudi in za uradne osebe je to tako malo neprijetno. Za varnost je prva stvar, se je strelano s kakšnim časom. S kakšnim izidom bi zadovoljni? S kakšnim izidom bi zadovoljni? Neodločno. Jedna. Jasno vprašanje? Predvsej je zdaj bilo govor o tem tekmovalnem ritmu Grkov. Se to opazno na prijateljskih tekmah, dinamika ekipe? Dejstvo je, da oni niso v top forme. To je naša šansa. Kvalitete je realno gledano na njihovi strani močno, vendar niso na top level zaenkrat. Če bomo to izkoristili, upam, da bomo. Je pa taka ekipa, kot sem vedel, je zelo sitna, močna, fizična in je tako tudi višino imajo vse karakteristike za dolgo špado. Kot sem rekel, moramo biti mi, da naredimo rezultat, moramo biti res 100%. Predvsem, glede tudi na zadnje tekmo, moramo v sredini igrišča dosti boljše delovati, ker smo bili slabi in bolj agresivni biti, drugače nimamo možnosti. Miran, ste pripravljeni tudi na ta tempo zdaj na državno prvenstvo, se tudi začenja Evropa, državno prvenstvo Evropa, ste pripravljeni na tempo? Gledajte, naša ekipa je tekaška tudi dosti sposobna in normalno, da bojo potrebne že zdaj neke rotacije, normalno, da ne bomo imeli vse igrati. Onda imamo rezervo, tudi mislim, da te mladi fanti, ki so in da so neke alternative so. Zdaj, če bi se zgodilo, da bi šli naprej, verjetno bi morali še kakšnega igralca dobiti na kakšnih pozicijah, tako da bo odvisno tudi od tega. No, mislim, da ekipa je, kar se tiče teka in tega fizike, da te danje se pokazalo za zelo ureden, tem ne bi smo biti problem. Normalno pa, da je vse ekipa in lahko malo prednosti tiste, ki ne igrajo na tednom, ker je eno je prid, ne vem, in zatem ne igrati v Krško, je bolj poleg psihološki moment, kako napaditi ekipo in da je motivacija poleg 100%. Psihološka sigurnost se to troši dosti več. Ker ni navadna tekma, je neka življenjska priložnost, bi lahko rekla. Še kakšno vprašanje? Ali ste se mogoče dolgo še bila na sceni skupaj s Kotnikom, kaj slišala poželel? Matica je še v Panjonesu? Ne, moram reči, že v osebnem smislu ne slišala. Tudi v nekih stikih nisla, pozdravila se, oziroma se pozdravila na tekmah in to je bilo tudi to. Še kakšno vprašanje? Če je to, hvala vsem za prihod in naslednje.